Pozdravljeni, moje ime je David Rotar in danes bom predstavil, kako pravilno shraniti na zimovanje baterijske stroje. Omenjena predstavitev bo splošna predstavitev, kajti povedano enako velja popolnoma za vse baterijske stroje. Najbolj ključnega pomena pri baterijskih strojih so pravilno shranjevanje samih baterij. Kajti v novodobnem svetu se čedalje več uporablja baterijskih strojev, ampak sami uporabniki prvič ne preberejo niti dobro uporabniških navodil, drugo pa mislijo, da so baterijski stroji vse mogoči stroji, se pravi, da dela vse skozi, da ni potreba nobenih polnjenih baterij in podobno. Največja težava pri samem baterijskem stroju pa to, da po prenehanju samega delovanja stroja je potrebno stroj pripraviti pravilno na zimovanje in pravilna priprava gre predvsem na račun samih baterij. Tukaj imamo polnilec, primer za baterijske škarje. Enostavno štekamo obe baterije v polnilec. Polnilec priklopimo v samo elektriko in pa pustimo polniti baterije, vse dokler so baterije napolnjene. Na samih polnilcih ponavadi imamo indikatorje, ko je baterija polna, se prižge zelena lučka, ko so baterije prazne, gori rdeča lučka. Ko je baterija napolnjena, ko se prižge zelena lučka, enostavno baterije izklopimo iz same elektrike in pa vkolikor baterijskega stroja ne uporabljamo dlje od 2-3 mesecev, je potrebno nujno na vsake 2 do 3 mesece enkrat priklopiti baterije na sam polnilec, da se baterije prepolnijo in nazaj zbudijo. Kajti v nasprotnem primeru, da tega ne storimo in pa spomladi začnemo ponovno z samim delom, oziroma takrat, ko baterijski stroj potrebujem in baterija ni napolnjena, pomeni, da baterija lahko zaspi do te točke, da baterije več ni mogoče zbuditi. Kaj smo s tem storili? Storili smo to, da bomo morali kupiti novo baterijo, da bomo lahko stroj normalno tudi uporabljali. Ko imamo že tukaj sam prikaz baterijskih škarij, pri samih baterijskih škarjah pred samim zimovanjem je ena in edina stvar, ki jo potrebno dobro storiti, poleg že prikazane stvari o samih baterijah, je to, da rezila enostavno in pa vse mehanizme namažemo z navadnim oljem, lahko je to Saj 30 olje, lahko je VD sprej, kot ga imamo tudi tukaj. Važno je, da je zadeva malo bolj mastna, da sam mehanizem ne zarjavi oziroma da se ne zlepijo stvari skupaj. In pa ko vse to storimo, predvsem same škarje in pa ves pribor lahko enostavno pri samih škarjah pospravimo v sam kovček, baterijo in polnilec pa pustimo od zunaj, kajti če jo bomo pospravili v kovček, bomo enostavno pozabili na to, kar sem prej govoril, bolje pustiti od zunaj na nekem vidnem mestu in pa ne pozabiti napolniti enkrat na vsaj 2 meseca ali 3, da bo baterija ohranila življenjsko dobro in cikel vsaj naslednjih 5 let. Kajti s pravilnim shranjevanjem baterij in pa pravilno polnitvijo lahko omogočimo, da baterije pri samih baterijskih strojih zdržijo tudi do 5 let. To je z moje strani vse, kar se tiče baterijskega programa.